Ne vem, kak je mogoče slike golih teles pošiljati, ne, to, mislim, da je res pravi fant za oženiti ga, če ti to pošlje, ne. Veš, kaj mi pa gre ful na živce? Kaj? Ko nekdo hoče tvojo pozornost in te followa in pač, ne vem, ali ne vidiš, ali pa tudi vidiš in te unfollowa in te spet followa in to ponovi 30-krat in si cel... Ula Ložar. A si ti kdaj spoznala fanta v bistvu prek Instagrama, da sta si tam začela pisati? Ja, itak, da sem. Velikrat že. Mislim, se mi zdi, da je to moderno zaljubljanje. Ja, vse je. Pa napiši komentar, če si ti kdaj komu slajdala v DM. Tako da to je to, gremo na video. To so priporočila za fante, kako ženski slajdati v DM oziroma po slovensko, kako osvojiti žensko preko Instagram sporočil. Začnive. Kaj bi tebe tako prevzeli, da bi bila tako, on je the one? Nimam zdaj nekih izkušenj s tem, ampak bi mi pa bilo ful všeč, če bi izbral taktiko, ne vem, ko si na Instagramu objavim mojo Kužikolini, ne, pa pol komentira, kaj, oh my god, obožuje boksarje, my kind of guy, absolutno, to je ful dobra stvar. Kaj o tebi? Meni se pa zdi, da je izmeri dobra taktika, da pač nisi kar tako iznoč živjo, ali pa tako, če se ne poznata. Živjo mala, oh my god. Ja, pač to je grozen, ampak je pa ful dober, če ti nekaj objaviš na story in ti ono react. Ja, Aštekaš. tako da ni vsiljiv, v bistvu. Ja, se strinjam, in v bistvu ti lahko pol kaj odpišeš na to. Tako, ker... Aštekaš, da ni tako kar nekaj čudenega napisam, pač tako, da nima pomena, da ne moraš nič odgovoriti nazaj, da si lahko samo tako, da lajkaš. Tako, tako. Aštekaš. Ker najhujše je tisti vsilici, oziroma jaz si rečem slinavci, ne. Kakor živ mala, kva si dobro, adijo, sploh ne odprem. Ne fanti tega delati, ne bodite taki, ja veš, kao tough guy. Bodite spoštljivi do ženske, pa malo znatno. Kako pristopiti do nje? Praviš na tiste, ti si tako lepa, a si padla z neves pa te force. Kako se tebi to zdi? Ne, a ne? Ne. Razen, če je tako res neki ful smešnega, da nisem da res da neko tako bruka. primerjavo, da bi meni bilo smešno, samo ne vem, kjer je ta primerjava, ampak ja, ne bog ne daj, jaz si padla z neves pa te, mislim, vsaj meni, ne? Mogoče kjer izmed punc, napište v komentar punce, a bi nasedle na te osladne komentarje. Ja, osladne pick-up line, vse res, osladne pick-up line. Ja, bi nasedle na to. Jaz težko. Kaj ti je, kaj si rekla? Da ti ni cool. Pač ne, meni je to tako cringe in tako neprijetno, nelagodno se počutim, ko mi nekdo to napiše. Pač, da nimaš boljše ideje. Pač je tako, okej, če se poznava, pa da je tako ena forca. Ampak da se pa z nekom ne poznaš, mi je pa še vseeno ful lepš, da ti, ne vem, ali reakta na story, ali tako lepo napiše živjo. A pa naprimer, ne vem, si na nekem potovanju, pa si, ne vem, v neki gostilni, pa ti napiše, to je najbolj nora gostilna, če ti je všeč hrana, pojdi še tja, in potem, veš, tudi te dejansko zanima, punce verjetno pol odgovorijo, ful ti hvala za to pa to, pa lahko začne malo, veš, naslednjič pa če boljše bo pa jaz pelal, ker poznam nek dober plac, veš, tak, da ni tisto direktno, ampak tako malo lepo, elegantno spelje. Pa veš, kaj je najbolj beden, če ti nekdo nekaj napiše in pol ti odgovoriš in pol on čaka, da boš ti postavil vprašanje, a veš, da ni on ta. In pol imaš ti feeling, da ti... Grundschule. Ja, da ti pač peljaš ta pogovor, a veš, da ni on. Ja, to je bilo pa takrat, ko sem bila jaz v osnovni šoli, ko smo imeli on Messenger se imenoval, ko je bilo tisto konstantno. Zdravo, kak si, dobro, ti, super, kaj delaš, nič, malo muziko poslušam, ti, isto. In pa je bilo to. To je tako grozen. Ja, ampak dobro, to je opravičljivo, če si osnovno šolec. Dobar, ja, ampak... Bog ne daj pa zdaj, mislim, vsaj mojem, da ne je tako. Ja, strinjam. Ne vem, kak je mogoče slike golih teles pošiljati, ne, to, mislim, da je res pravi fant za oženiti ga, če ti to pošlje, ne. Tako da to, fantje, če se le da, se izogibajte. Jaz v bistvu nikoli nisem poslala, tudi ko sem imela fante, pa to nikoli gole slike, ker mi je to bilo tako,
Pol to že v živo, vidiš. Ja, ni isto, jaz se to čisto strinjam. Tako da to ne vem, a si imela kakšno čudno izkušnjo, da si res kaj takega dobra, pa si mislila, oh moj bog, ali pa kontra, da ti je bilo Pikolino, dober si, no? Dobro si to napisal. Ne, sali, da mi pošleš svojega, pa da pričakuješ, da bom bila jaz ful, wow, koliko si pa ti dober, jaz bi pa tebe imela, ti fik znaš spunco. Ne. Pač sem dobila take slike in, prosim, ne tega pošiljati. Bom bila zelo hvaležna. Slik golega spolnega organa sem dobila in par, ampak pač to pol screenshot naredim pa pošljem sem mojemu okolju, da je malo polepšal ta. Oh my god. Nika Zorjan pošilja gor. Joj, ne, svojih oboževalcev. ne, saj nisem tega naredila, ampak ne, mislim se pa ziher pol kaj pokazala, veš, a se vidi, glej, kaj je nam poslala, ampak to je pač na vsakotedenski bazi pač to piši tako, pa to tudi verjetno niso realni, a veš, to nekdo pač tam na internetu poišče, pa ne vem, proba ali kaj, ne vem kaj je point. Oh my god, veš kako je bilo pa včasih, ko je bil še, mislim, ne vem koliko zdaj ljudi uporabljajo Snapchat, ampak včasih, ko je bilo to res popularno, recimo v moji osnovki. Veš, kaj smo pa mi delali, da smo si slajdali v DM-e? Pošiljali smo si kao za ogne. In pa si itak pričakovala, da ti bo on nazaj odpisal in da bo začel pogovor. In pa jaz sploh nisem zbirala ognjev takrat, ampak jaz sem samo eni osebi poslala za ognje, ker sem hotela pač slajdati v DM, pa da ne bom tako izpadla. Dobra fora v bistvu, ja. Za ogen. Ja, no. Veš, kaj mi pa gre ful na živce? Kaj? Ko nekdo hoče tvojo pozornost in te followa in pač, ne vem, ali ne vidiš, ali pa tudi vidiš in te unfollowa in te spet followa in to ponovi 30krat in si cel. Pač, koliko prav že vidiš, to osebo 5krat, kako te followa pa unfollowa, pač to mi je pa zakaj? tako češko res, to pa, če bi to nekdo naredil, bi rekla, okej, takoj, da izbrišem, ko ne morem tega res. Pa veš kaj je? A si kdaj naredila to? Da sem follovala pa unfollovala. Da bi te pol pa nisi dobila nazaj follow pa pol ti spet? Ne. No, jaz pa to ne bi za nič na svetu naredila. Mogoče. A si? Ne, nisem. A si? Ne, nisem. A si, povej po resnici. Ne, nisem. Ne, res nisem, to pa ne. Me je pa en fant, sicer je po mojem 3 leta mlajši, še po mojem sploh ne zavema dober Instagrama, ampak ja, skozi sem videla, pač vsak dan sem dobila več kot notification, ta pa da te follow in sem bila že prav tako, je pa kako če me je že včeraj pa prej, če greš tam, ampak ne, jaz nikoli nisem. A si ga pol followana nazaj? Ne. Če me ni interesira. Se pravi, zdaj, če vzameve za nasvet za fante, ja, lajkajte ji nazaj slike, se pravi, s tem ji pokažeš, da te zanima in da pač si vzel čas, da jo pogledaš, highlighte, ne, da reaktaš. Pa da na storije reaktaš v tem. Se pravi, ne vem, sem že bil tukaj, na nesiljiv način, tako. Priporočam to hrano, to jed. Tako. Kaj pa ne delati, se pravi, unfollow, tako, pick-up lineov. Mislim, to je najno, mogoče bo v kateri punci to všeč, pa boste imeli srečo, fante, glej, pa če probajte. Pa gole slike. Ja. Tako da, mislim, da so kar nekaj jih zdaj naštele. Napišite v komentar, če se strinjate z nama, oziroma če imate še kak predlog za osvajati punce preko Instagrama, ali pa kaj naj ne delajo. Tako da si lahko fantje malo preberajo. Tako. To je to, se vidimo v naslednjem videu, tukaj je zadnji video, to je video, ki ga mi dve priporočava. Tukaj je pa subscribe button, tako da se vidimo naslednji, čau! Auf Wiedersehen!